večer, dobrodošli na Slovenskem gledališkem inštitutu. Tokrat na predstavitvi knjige Talin hram v Mariboru Vilija Rovnjaka, ki je 40 let posvetil profesionalno mariborskemu gledališču in je v tej knjigi izbral številne zapise, ki so nastajali v različnih priložnosti v njegovi dolgoletni karieri. Predstavljena bo sta Primož Jesenko in avtor Vilij Rovnjak, ki ima kar prepuščen. Dobro večer, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljen, Vili. Jaz mislim, da smo zdaj taka prijetna, manjša družba, ampak vseeno, da malo Vilija vrišem za orientacijo. To vsak potrebuje. Vilij Rovnjak je umetniški ustvarjalec in duhovni učitelj, ampak po izobrazbi in osnovni vokaciji dramaturg in dramatik. Občasno režiser, pisatelj, scenarist, sicer pa večstranska osebnost, s katero bi bilo mogoče pripraviti več tematskih večerov. Povod za današnji dogodek je izdaja tvoje knjižne, zadnje knjižne izdaje, Talin hram v Mariboru, ki si jo samo opredelil kot povzetek svojega delovanja v SNG Maribor, impozantno delo, ki pa je za zdaj le zadnja knjižna enota, ki si jih kot avtor ali urednik izdal skozi leto. Zdaj tam, ko gre zanima, in to se verjetno že pozili, smo nasuli na nizu veliko teh knjižnih izdaj, ki dejansko pokažejo, da to ni edini vadenekom, ampak da jih je še več, že izdanih bilo prej. Torej, če jih naštejem, če jih omenim, leta 1999 izročila zgodovine, to je šlo po 80-letnici Mariborskega gledališča, svežen 9 knjižic, ki ponuja izbor reprezentativnih člankov iz gledaliških listov, glavne, na osnovi katerih je mogoče pa iz prve roke začutiti, zagrabiti ožilje Mariborskega gledališča skozi leta. Leta 2005 je šla prav tako heterogeno strukturirana knjiga Gledališče kot stvarnost in iluzija, torej kompendij, esejev, študij, predavanj. Leta 2019 je sledila res velika knjiga, velika monografija ob 100-letnici SNG Maribor, sicer vseh treh njenih sestavnih delov, drame, opere in baleta. Leta 2022 pa ti je mestna občina Maribor podelila veliko Glazerjevo nagrado za življenjsko delo na področju gledališke umetnosti. Torej, v Mariboru, lahko rečemo, si dosegel polno javno prepoznavo in priznanje za svoje delovanje. Kakšne občutki obdajajo človeka ob tem? Torej, naj vas najprej tudi jaz prisrčno pozdravim in se vam zahvalim, da ste prišli. Upam, da bomo imeli zanimiv večer. Vprašanje je res intrigantno. Večkrat mi zastavijo podobno vprašanje, zlasti v zadnjem letu, ko se dejansko poslavljamo v SNG Maribor, kmalu se bom upokojil. Na kratko, jaz se čutim izpolnjenega. Moje delo v gledališču je zaključeno. Nimam kaj dodati, kaj odvzeti, kaj za popraviti. Skratka, bilo je, kar je bilo. Lahko bi bilo boljše, lahko bi ostalo kaj drugače, ampak razmere niso bile enostavne. Skratka, v okviru teh okoliščin, ki so vladale v Mariboru ali pa tudi splošno v Sloveniji v teh 40 letih, sem pač dodal en majhen kamenček kot umetniški vodja, kot dramaturg, dramatik. Skratka, to je to. Spomnim se še z akademije, da smo te uravnavali kot v seminarju o redko uprizarjeni dramatiki. In sicer ena kolegica, se mi spomnim, katera je imela s tvojo dramo Adept v obdelavi.
Pa me zanimivo je, da si bil na akademiji generacijski kolega, zelo močna generacija. Še potem tudi generacija dramaturgov, to sta bila še Jure Gantar, Vesna Jurca, oba človeka, ki jo danes poznamo. Zanimivo je, da sem videl, da na eni točki Živadinov je bil tudi v istem letniku, da ste od začetka bili veliki debatni kolegi, na to pa ste se estetsko razšli. In sem si rekel, da je mogoče to povezano, da s tem povezana tudi averzija gospe Jurca do Živadinov. Ampak je tako se mi, ne glede na to. Mislim, da pot vas je odnesla res vsakogar v svojo smer, ampak vsi ste dosegli nek svoj zenit, ne? Ja, res smo bili zanimiva generacija, taka bogata generacija. To se pravzaprav redko zgodi, da se rodi toliko talentov in da se potem recimo na akademiji izberejo. Imena, ki si jih naštel, so seveda splošno znana in tako kot si rekel, dejansko so se vsi realizirali. Če govorim o tem, da so pač lahko svoje umetniške vizije ustvarili, uresničili. To je bilo tudi eno izjemno bogato obdobje na akademiji. Na kratko, da povzamem, ker je to gledališki muzej oziroma inštitut, in vi ste primerno okolje in vsi se tudi ukvarjate zgodovino direktno ali indirektno. 4 leta pred nami je bil Janez Pipan, pred mojo generacijo. Janez Pipan, Matjaž Zupančič je bil recimo 2 leti pred nami, Vito Taufer 1 leto pred nami, Živadinov, Gantar, Vesna Jurca, oziroma Vesna Tadl, jaz, pa recimo tudi Mojca Krajnc, pa potem dramaturginja Alja Predan, pa Darja Dominkuš, Vilma Štritov, ki je danes tukaj prisotna, in Tomaž Pandur. To je približni razpon. To so znana imena, ne? To je približni razpon, ne? Kdo so bili tam in kakšna duhovna atmosfera se vzpostavljala. In imeli smo izvrstne učitelje oziroma profesorje, ki danes niso več med nami. Na prvem mestu je bil to Primož Kozak, veliki intelektualec, umetnik, Mirko Zupančič, potem Marko Marin in na filmu je bil Matjaž Klopčič, Vladimir Koh in tako dalje. Meta Kočevar je takrat začela predavati. Bartlova je učila kostumografijo. Mislim, skratka, imeli smo zares izjemno okolje in med profesori igre oziroma režije so bili Korun, Herzog, Jamnik. In prelom na akademiji se je zgodil, ko je bil Živadinov v 4. letniku, jaz pa sem že bil izven, z prvim oporom študentov zoper profesorje. To je bilo tam leta 84, 83, 84, tam gre res. Tam se je končala stara akademija, ki se je v bistvu začela po vojni skozi te velike generacije, Vladimir Kralj, Koblar in ostali. To se je vse podaljševalo tako enih 30 let, še več. Takrat pa so zrušili to staro generacijo in potem so začeli prihajati novi profesori oziroma nova mentaliteta, ki je spremenila vse. Tako da jaz si vedno rečem, jaz sem pripadnik stare dramaturške šole v AGFT, se pravi neposredni učenec, da tako rečem, to vedno poudarim, ker mi je zelo všeč, Primoža Kozaka, Marka Marina, Mirka Zupančiča in podobno. To je to. To je bilo fantastično okolje. Mislim, to je zame eno najlepših obdobij življenja.
Mislim, to, če študenti oziroma nekdani študenti Zagreba te rečejo, da so se super imeli, je to redkost. Danes moramo vedeti, da redko kdo kaj takega misli. V glavnem se spomenjajo študije kot nečesa zelo napornega ali negativnega. Moja generacija, Vima se mi najbolj strinja, se pa z veseljem spominja tega. Zdaj sem šel mogoče malo predaleč, ampak tako. Jaz mislim, da vas to zanima. Tako da to pripoveduje. Torej, to pomeni, da je bil tudi družbeni ugled gledališča takrat visoko, ne? In da so tudi seveda nastajale zelo plodne, močne predstave. Ne? Absolutno. Vse vemo, to je gledališče 80 let, ki je bilo zlasti politično provokativno in jaz vedno to trdim. To je bila zlata doba slovenskega gledališča, ker je gledališče dejansko imelo vpliv na družbo. Recimo predstave v mladinskem gledališču, Misa in Amino, pa potem cel kup drugih predstav. To so bili taki meniki, ne, oziroma taki dogodki, ne samo umetniški, tudi politični, ki so se lahko dogajali samo takrat. Ne, zato, ker se je družba spremenjala, ker do te slovenske osamosvojitve in vsega tega, kar govorimo od leta 91 dalje, ni moglo priti kar čez noč. Celo desetletje je bilo potrebno, da se je pripravil teren in teater je bil eno izmed glavnih gojišč novih idej. Zlasti zaradi tega, ker in politična oblast takrat je bila precej modra, oziroma modra, so dovoljevali, da določene ideje, ki so bile apokrifne oziroma prepovedane, testirajo skozi gledališče. Kako bo to vplivalo na javnost? Teater je bil neke vrste politični laboratorij. Druge na televiziji recimo določenih idej niste mogli izreči, lahko so se pa izrekli skozi gledališke predstave. In tako se je to mehčalo in pripravljalo skratka, za ta veliki prehod leta 90-91. Moram reči, da sem zelo vesel, da sem lahko ustvarjal v gledališču 80 let. Res, to je redka priložnost, da lahko živite oziroma ustvarjate gledališče, ki je za družbo nekaj zelo pomembnega. O tem lahko danes samo sanjamo. Gledališče je obrobna umetnost, oprostite, ampak nima vpliva na družbo. To je pač tako, to je popolna sprememba na vseh ravneh življenja, ne samo na umetniškem. To pač je tak razvoj dogodka. Teater v političnem smislu ima dejansko največjo moč takrat, saj sociologija gledališča je to znanstveno večkrat potrdila, ko diktatura prehaja v demokracijo. Ker če se diktatura ne spremeni v demokracijo, se pravi, da se družbena struktura ne zmehča, potem se diktatura ojača in seveda uniči teater. Tak, tukaj pa je, tako kot recimo v renesančni Angliji ali pa stari Grčiji, ne, so te zlate dobe teatra, dobe, ker je bilo dovoljeno govoriti odprto o nekih zadevah, ker se druge niso smeli. To recimo se je izrazito pokazalo tudi v Mariboru, kot se to je verjetno tema za kasneje, ampak kot veste, jaz sem bil umetniški direktor Mariborskega teatra od leta 85 do 89 in 86. se je začela realizacija tega repertoarja, ki sem ga zasnoval in tam je ena predstava bila, imenuje se Metastabini grad, ki pa je v Mariboru, se pravi na periferiji, preobrnila kompletno situacijo, mišljenjsko, produkcijsko v teatru in je dejansko bila začetnica velike preobrazbe tudi v Mariboru. Maribor je bil politično po drugi svetovni vojni zelo konzervativno mesto. Partija je imela tako rekoč 100% nadzor nad vsem dogajanjem, ampak v drugi polovici 80. let se je tudi v Mariboru zgodilo zmehčanje. To pač sovpadajo stvari in tam so se tudi na političnih položajih, zlasti v partiji, znašli ljudje, ki so bili po duhu demokrati. Čeprav so bili člani partije, ampak so bili liberalno napredni in so dopuščali to. Ker za predstavo, kakršna je bila Metastabini grad, bi 10-15 let prej šli vsi v zapor. Leta 1987 se to ni moglo več zgoditi, niti v Mariboru.
Tako da, to je to. No, ta mit o stabilni gradnji mi ostaja misterij, tudi zaradi Nena Dobrokiča, pa bom potem vprašal, ampak še naprej o tem, ampak gre za, no, zdaj ena zgodba, kako se tvoj prihod v Maribor, ker sicer nisi Mariborčan, ne, ampak si iz Zreč, ne, Zreškega Pohorja. Takrat je vladala leta 83, je vodil Štih, ne. Vladala je čist druga estetika v gledališču, ampak štipendijo je bilo treba nekako odslužiti in potem mi je prišla potem vojska v Beogradu. Takrat so tudi zelo dobre predstave nastajali v Mladinskem, obiskoval se Bitev in ko si prišel nazaj, je se ravno menjavalo umetniško vodstvo in del igralcev te je nekako napotil k prijavi. In pravzaprav se mi zdi zanimivo, ker to ni bilo, skratka, bil si sprejet tudi, ne. 24-letni leten si prevzel umetniško vodenje, kar je res neverjetno. Ampak hkrati pa si upal precej. V tem programskem tekstu Epor Simove si obdelal, pravzaprav si analiziral samozavestno koncepte preteklih umetniških vodij, ne. Torej iz svojih oči, s svojim pogledom in seveda to je bilo za marsikoga boleče. Je pa bil tudi to vstopni dokument za vstop, za dramo. Ampak torej se je že takrat že to začelo viharno. Tako da je potem, s tem samo hočem nekako povezati s naslovom knjige, ki je tudi tam od zadaj, Mariborske gledališki nemiri, ki dejansko kaže, da so bili nemiri, da je bil nemir v hiši ves čas, ne? Kar je pa eni strani tudi mogoče razumljivo, ker je gledališče taka zadeva. Tako da, kako si ta vihar občutil? Preživel. Kako si ga? Preživel sem ga, ker sem še tu. Je bilo pa težko. Torej, večkrat malo v šali rečem, da je Bojan Štih, ki me je dejansko povezal z mariborskim gledališčem, prenesel name, ne samo, da mi je pač omogočil štipendijo za študij dramaturgije, prenesel name tudi svojo gledališko karmo. To, kar je Štih doživljal v 60-ih letih v ljubljanski drami, sem jaz na drug način doživljal v mariborski drami v drugi polovici 80-ih let. S tem se nočem primerjati z Bojanom Štihom. Bojan Štih je bil moj vzornik in učitelj in na način še en. Ampak je pa Bojan Štih za svojo revolucionarnostjo in predrznostjo meni postavil neke normative, kako je treba v teatru delovati, ne? Da moraš imeti neko jasno, odločno, tudi predrzno vizijo, če hočeš kaj dansko narediti. Jaz izhajam po poreklu, kot si že omenil, z Zreškega Pohorja. Zreče v tistih letih mojega otroštva so bila ena anonimna vas, nepomembna. Danes so zelo znane zaradi turizma. Pa na Rogli je bila takrat samo ena mala koliba, danes veliko naselje. In ker smo bili revni, ne bi mogel študirati, če mi ne bi skratka dali štipendije, tako ali drugače. In Bojan Štih je rekel, ok, mi vam damo štipendijo, vi boste pa prišli k nam. Maribor pa me poklical, dejansko je bil to nepartičen začetku te zgodbe. Jaz sem ga spoznal, ko sem bil kot najstnik na teh gledaliških izobraževalnih delavnicah, ki jih je kulturna skupnost takrat organizirala in sem napisal tekst, ki se imenoval Pot skozi noč. Pot skozi noč. In on je, se poznate Parkliča, on je vedno tako vehementno rekel, pošljite, mi bomo to igrali. Se na te drame nikoli niso igrali, jasno, ampak to je bila vaba, to je bilo, kako bi rekel, simbolično vstopanje v SNG Maribor. Pot skozi noč. To je to. To je moj začetek. In jasno, da potem po študiju na VRFT se moral priti v Maribor, drugače bi moral štipendijo.
vračal. Takrat je bilo to zelo resno, ne vem, če še danes tako resno. In ko sem se vrnil leta 85 v spomladi služenja vojaškega roka v Beograd, je bila ravno situacija, ko se je menjavalo umetniško vodstvo. V Mariboru so se umetniška vodstva drame zelo pogosto menjavala. Redki so zdržali recimo 10 let ali več. Kje pa? To so bila kratka obdobja, zato ker so bile razmere zelo težke vedno. V glavnem so bile personalne zadeve. Se pravi, medosebni odnosi, ambicije, tako in drugače. In ansambel z takratnim umetniškim direktorjem Stanetom Potiskom, ki je bil kot igralec tudi umetniški vodja, ni bil zadovoljen. In potem so mene začeli nagovarjati, bil sem pač kot mlad dramaturg, ki se raz z njimi družil in pogovarjal, tako pa dajo pripombe, so dobesedno videli, da bi ga jaz lahko nadomestil, da bi jaz lahko prevzel umetniško vodenje, oni so se želeli nekih sprememb in jaz sem jim predstavljal spremembe. V mladih letih sem res bil kar zelo ambiciozen, danes bi rekel pretirano ambiciozen. Danes česa takega zagotovo ne bi počel, ampak takrat sem. In sem se prijavil in napisal tam znameniti tekste Turcimove, ker so postavljali te zadeve. Z nadušenjem so me sprejeli, ampak dobro leto zatem, ko se je videlo, da jaz mislim resno, in ko so se začele zares konkretne umetniške in ostale spremembe, in predstava Meta stabilni grad je bila prelomnica, to pa ne bo šlo. To pa ne bo šlo. Ker je večina ansambla vendarle računala, igralci, ne ste jih poznate, da bodo preko mene lahko uresničevali svoje osebne interese umetniške. Seveda, mislim, ne more umetniški vodja vsakega igralca poslušati, kaj bi igral, ker potem pač repertoarja ne moreš sestaviti. In potem se je začela huda revolucija. Takrat je bila partija še znotraj teatra zelo močna, zlasti pa sindikat. In da ne grem do detajle, gledališki svet me je razrešil. Ja. Preko sodišča združenega dela sem se vrnil nazaj v SNG, zato ker me je pa en del ansambla, mlajši del ansambla, 100% podpiral. Poleg tega so me podpirali številni ljudje gledališki ljudje iz cele Jugoslavije. Pisma podpore so prihajale iz Beograda, Sarajeva in tako skratka. Da bomo malo konkretni, ne? Ja. Ti si takrat pripeljal, torej, kaj so bili ti tvoji rezultati umetniški, vodstveni? Torej je bil to Brecht, ponovno Brecht, tripartitni z Miro Erceg, ki ste ga igrali na raznih prizoriščih. Potem prva tematizacija AIDS-a v malomeščanskem patriarhalnem Mariboru, tako kot je režiral Vinko Medendorfer, leta 86, skratka pred Gralom. Potem tudi režirala sta sicer z manjšim uspehom Republiki Vito Taufer, Tri sestre, Igor Poršič, Modrega angela, Karpo Godina, Poršičev tekst. Skratka, teater je postal živ organizem v mestu. In mnogi so ga podpirali igralci kot Vlado Novak, Peter Boštjančič, Nuk Juder tudi, so bi šli na okope za Vilija. So vam stali zvesti, čeprav so se potem ob Pandurju so se raztepli po Sloveniji. Zdaj, kako se spomniš tega obdobja, si že povedal, ja. Predstava, ki pomeni zarezo, je pa prav ta omenjeni Meta stabilni grad po tekstu Nenada Prokača, januarja 87. In to je bila res predstava, jaz sem si namreč res poskušal predstavljati, kako je to, kritik nisem našel nikjer. Je pa tako, da je bila to res velika predstava, večjezična predstava, v tem postmodernističnem slogu, ki je res verjetno napovedovala Pandurja, po svoje. In tudi vsebinsko je šlo za spopad stališč, in pri tem ste igrala tudi vidva s Partličem, kolikor slišim. In gostovali ste v Cankrevem domu, kar tudi ni bila tako pogosta praksa takrat za Mariborča. Res je, res je.
Torej, Metastabilni gral je v bistvu odprl vrata, pa že prej oni dve predstavi, se pravi Brecht, pa tako kot je, zlasti pa Metastabilni gral, estetiki, ki je kasneje razvijal Tomaž Pandur. Da je Tomaž Pandur tako zablestel, oziroma da je potem nekaj let, 6-7 let, oziroma 6 let trajalo to bleščeče obdobje, je bilo treba pripraviti teren. In v drugi polovici 80-ih let se je teater od znotraj razkoril in preoblikoval nekaj takega, ko je potem Tomaž Pandur prišel, mu je bilo dobesedno vse prineseno na pladnju, kot se temu reče, on je dobesedno za prvo predstavo lahko začel svoj veliki met. In tudi položaj teatra v mestu, dramskega teatra, se je bistveno spremenil. Ljudje so se začeli za teater živo zanimati, zlasti pa mladi. V tem boju za ta novi koncept teatra, ki ga predstavlja Metastabilni gral, oziroma ta nova umetniška ekipa, to moram posebej poudariti, so sodelovali in bili odločilni študentje mariborski, študentska organizacija in pa predvsem mladinska, takrat se je imenovala Zveza socialistične mladine, ZSMS, Ukrajinska konferenca, in so te nove tendence v teatru zares podprli in so se borili za nas. In študentski časopis Katedra, verjetno vam je znan ta časopis, je bil absolutno na naši strani in je pomagal širiti pozitivno mnenje o tem. Tako da, ko je občina recimo izrekla potem leta 1988 ukrep družbenega varstva, prisilno upravo, takrat je bilo razpuščeno vse, generalno vodstvo, gledališki svet, skratka, imenovanje bil 3-članski upravni odbor, ki je vodil teater. Skratka, v Mariboru, to je strašno zanimivo, gledališče v Mariboru je bilo prvo gledališče v Jugoslaviji, kjer so uvedli samoupravljanje, socialistično samoupravljanje v teatru, kar ni bila modra rešitev, oziroma to z načinom dela v teatru ni šlo skupaj. In prvi teater v Jugoslaviji tudi, kjer je bilo samoupravljanje ukinjeno. Leta 1988. Ono je bilo leta 1962, to je bilo leta 1988. In to je občina, ker je bila taka vojna v gledališču, bila prisiljena, da izreče ukrep družbenega varstva. Tako. Takrat je prišel za prisilnega upravitelja Blaž Železnik, v njegovi najnožji ekipi je bil tudi Bruno Hartmann, pa še Štefan Esih kot finančni vodja. In zdaj pa tako, to je najpomembnejša prelom, ali pa ena najpomembnejših prelomcev v moje mariborski karieri. Jaz sem bil po vseh teh vojnah, vseh teh bojih na različnih ravneh, leta 1989, tako utrujen in to, kako se temu reče, ubita moja umetniška duša, da nisem mogel več voditi dalje teatra. In sem eno leto pred, bi se mi bil iztekel mandat, dal odpoved. Rekel sem, zdaj pa moram oditi iz Maribora, moram oditi. Ampak to je bilo pred Pandurjem. Tik pred Pandurjem. Ampak zgodba je taka, ne. Jaz sem želel, da odidem z neko predstavo, ki bi se vtisnila v spomin. In to je bil Goethejev Faust. Režijo pa sem ponudil Tomažu Pandurju. Tu sva sklenila pakt. Tomaž Pandur in jaz. In to je bila prva mariborska? Ja. Prva mariborska režija. Nekako odkril ga je pa že mladinsko. Ja, Šeherezada je prej. Šeherezada je. En detalj bom povedal, se dovoliš. Zgodilo se je februarja leta 1989, to je bilo ravno v času, ko on režiral Šeherezado. In smo se srečali na eni primeri v ljubljanski drami, v pauzi. In jaz sem celo pot, z vlakom sem potoval z Maribora v Ljubljano, celo pot sem razmišljal, kaj je to bilo, in sem rekel, če srečam Pandurja nocoj, mu bom rekel, Tomaž, a bi ti režiral Fausta? In jasno je pa,
Ja, takoj. Okay. Takrat še ni bilo Šehere Zavde. To je bila pač moja intuicija, da lahko to, skratka, prava oseba za Fausta. In tako se je cela zadeva nadaljevala in skratka, pa je nekega dne, ko sem že napisal odpoved in so začeli razmišljati o tem, kdo bi bil moj naslednik. Tomaž Pandur nekega dne vstopil v mojo pisarno, res sem imel pred sabo odprtega Fausta. Tako. In sem rekel, Tomaž, ti moraš biti moj naslednik. In on je rekel, ja. Nikoli ni bilo nobenega dvoma. Tako kot je on intuitivno čutil, da je to njegova pot, sem jaz intuitivno čutil, da je to prava zadeva. Kaj se je kasneje vse dogajalo, to pa je izven moje domene. Jaz sem samo sprožil nek val, to je pa Pandurjeva zgodba. No, tja še pridemo, še vedno imam neke valove pred tem. Ker je, zanima me, dobro, tu si se pri Faustu se zanesli na Goetheja. Prevod Erike Vovk? Pa že prevoduško. Erika Vovk je samo prevedla drugi del. Prvi del je že bil preveden. No, ta Metastabili gral, jaz sem ga poskušal dobiti v slovenščini. Mislim, da ga mislim objavljenega. Kaj te je tako prisunilo na tej poetiki napisavi Nenada Prokića, ki je potem postal tako kot hišni avtor? Ja. To je težko vprašanje. Veste, jaz sem v glavnem deloval po intuiciji, po enem instinktu gledališkem, po notranjem občutku, kaj bi bilo pravo v določenem trenutku in dovolj provokativno. In z Nenadom sva se tako, mislim, da naključno enkrat srečala na Bitefu in ko naredila name dober vtis, ko sva se pogovarjala, sva se takoj ujela. In seveda je bil tukaj zelo pomemben režiser Jovica Pavič, ki je naredil najboljšo predstavo v svojem življenju. Prav v Mariboru to do Metastabili igrali, kasneje je pač delal druge stvari, ni več ponovil tega uspeha, ki ga imam tukaj. Sovpadale so različne koincidence. Za mene je intuicija bila pri odločanju, vedno pri izbiri repertoarja, kadar sem ga res lahko delal iz sebe, vedno ključ. Seveda, umetniški vodja mora pa upoštevati cel kup drugih zadev. In tukaj nisem upošteval teh drugih zadev, zato sem naletel na tak. Če bi bil preračunljiv Metastabilnega grala, ne bi dal na repertoar. In te mariborske zgodbe, niti Tomaža Pandurja, niti mariborskem času ne bi bilo. Metastabili gral veljal za uspeh. Ja, absolutno. Jer odmevam. Veste, kaj je zanimivo? Da se ga ljudje še danes spominjajo. Da se redko katera predstava usede ljudem tako globoko v zavest, ampak Metastabili gral pa ja. Zlasti je bilo nenavadno, to je politična predstava, govori o samoupravljanju, o fašistoidnosti samoupravljanja in govori o italijanskih intelektualcih, ki so paktirali s fašizmom. Dogaja se na božični večer, na nekem banketu in tako dalje in tam imamo celo plejado teh italijanskih od Danuncija dalje, skratka, umetnikov intelektualcev in paktirajo skratka s fašizmom. Hočem povedati nek mali detajl iz zgodovine političnega gledališča. Na Borštnikovem srečanju leta 1987, to je bilo v jeseni, je sedel, mi smo bili izbrani v tekmovalni program, dobili smo tudi neke nagrade, je sedel kompletni slovenski politični vrh. Od Kučana dalje in vseh ostalih. Tako so sedeli v vrsti in gledali. In Peter Boštjančič, ki je bil tudi Prešernova nagrada, sem takrat za vlogo Marojeviča, glavni lik, je govoril en silovit monolog, ki je bil dejansko politični govor leta 1987, kaj se dogaja v Jugoslaviji, kako razpada, skratka vse to. In to je ostalo v spominu mnogih in tudi mene. Milan Kučan je gledal na oder, poslušal, vsake to čas se je sklonil glavo
se veste, tako on ravna. Tako, gor, no. V dvorani je bila smrtna tišina. To je bil popolni politični govor. Ampak, ok, velik aplauz na prvi sceni in potem gre dalje. To je to. Mislim, zaradi takih zadev ne je ostalo to tako zapisano za vest. Zanima je korespondiranje z realnostjo, da se je ponovilo pri Tugomerju, ki meri žalost, ne? Tistemu, ki meri žalost, v MGL-ju leta 91. To je spet Mira Erce križirala. Je bil res se sopadl trenutek. Ja, to pa je bil začetek razpada Jugoslavije, uvod v vojno. Jaz sem eno leto pred tem napisal dramsko priredbo, oziroma to je samostojni tekst Tugomer ali tisti, ki meri žalost. Po, seveda, Jučiću in Levstiku povzeto zgodbo režirala je Mira Erceg in zgodba je, oziroma sama režija je bila izrazito pacifistična in nenacionalistična. V tistem času je bilo pa to govoriti v Sloveniji zelo nevarno, zato ker so vsi, mislim, hvala Bogu smo imeli modro vodstvo, pa do tega ni, do velike vojne v Sloveniji vseeno ni prišlo, pa vsi so bili skratka nastrojeni ostro proti JLA. Ko so se začele bralne vaje v MGL-ju, so začela priletavati letala JLA Ljubljana. In prvi del, se pravi junija, vaj je potekal v času te osamosvojitvene vojne. Potem sredi julija se je zadeva umirila in septembra je bila premiera. To je moje osebno stališče, jaz sem pacifist. Moje politično stališče do vsega takrat, kar se je dogajalo, jaz sem instinktivno čutil, kakšne vojne se obetajo v Jugoslaviji. Kakšno morilsko razbohotenje bo to. To se je seveda pol nekaj let dogajalo v Bosni, Hrvaški in Srbiji, skratka. Slovenija je zelo dobro odnesla, tu moramo reči dobra karma, ajde recimo temu. Ampak to je tlelo v zraku. Jaz pač imam neko sposobnost, da zelo jasno čutim, kaj se dogaja. Kakšne so kolektivne vibracije in potem to znam, ali sem znal, da se s tem ne ukvarjam več v besedi. Okay. To je taka drama, mislim, da je zelo krvoločna drama ta Tugomer. Po mojem, ena najkrvoločnejših, kar je bilo napisanih v slovenščini. Ampak sporočilo je pacifistično. Izrazito pacifistično in seveda je tudi dvoboj patriarhata in matriarhata in na koncu so vsi moški pobiti, ker pobijajo drug drugega in to je malo idealistično, zavladajo ženske. Skratka, menjava paradigme. Dajem prednost ženskemu spolu, oziroma ženskemu. Sem feminist. Že takrat sem bil, zdaj, ko je to tako, se skozi desetletja pokazalo, je to to. Pa je slučajno kdo iz dramskega studija je pretigral v Tugomerju? Ali je bila Mira Erceg glavna? Učenci dramskega studija so igrali pri njej v Mariboru, pri trojnem projektu Bertolda Brehta. Pa je, skratka, želel sem navezati na dramski studio, ki je bil dejansko nek hud fenomen, že konec 80-ih, z namenom osnovnim pedagoškim, majevtičnim, izobraziti, pridobiti svoj lastni umetniški kader v Mariboru. In to je uspelo nad vsemi predstavami. To veste, mislim. Šturbej, Emeršič, mislim, Lorenci, Horvat, Nataša Matušec. Mislim, to so cele generacije, cele legije ljudi. In to je prav neverjetno, kako bohoten je bil ta mariborski bazen takrat. To je spet srečno naključje. Generacijsko. Srečno zgodovinsko generacijsko naključje. V drugi polovici 80-ih let so bili gimnazijci v Mariboru.
Lorenci, Horvat in bil je tudi Štromajer in Bojana Štromajer, mislim, cel kup igralcev, skratka, zelo prominentna imena danes. In obdobje dramskega studija zame tudi ena najlepših epizod v mojem gledališkem življenju. In koliko, mislim, govorim malo sentimentalno, ampak kaj, to je pač tako. Jaz sem imel zelo veliko sreče na Adelferta. Res. Bil sem v okolju, kamor bi se, če bi bilo to možno, obnoviti, še vedno vrnil. In to čudovito, pedagoško, prijateljsko, umetniško okolje, ki je bilo na Adelferta, sem jaz nosil v sebi in potem, ko sem vodil v dramskem studiu, sem ga hotel obnoviti z temi ljudmi. In jaz sem tudi srečal, sem dobre pedagoge, mislim, to so bili igralci, pa režiserji, tako smo ustvarili res dobre okoliščine za vse je tukaj spisek vseh ljudi, ki so bili v studiu. To je, dejansko so ti ljudje zaznamovali slovenski teater zadnjih 20 let, ki ga še vedno predstavljajo vrhunec. Ali enega pomembnejšega. Kakšna pa je perspektiva v Mariboru glede, je mogoče oceniti? Kaj se bo dogajalo z mladim gledališkim kadrom v Mariboru? Pa danes je popolnoma druga situacija. Mladi imajo do teatra drugačen odnos, kot so ga imeli nekoč. Recimo dramski studio je bila točka identifikacije. Mladi so se s tem lahko identificirali, sprejeli tako estetske kot idejne nazore. Visto večkrat, jaz sem velik svobodnjak, mislim, svoboda je zame ključna in jaz mislim, da sem jim pomagal, ker tudi ti veliki režiserji, o katerih zdaj govorimo, so veliki svobodomislici, da sem to uspel prenesti na njih. Kaj sem hotel reči? Ja, to je to. Ne vem, jaz sem poskušal pred leti, oziroma povabljen sem bil na univerzi mariborski, da bi sodeloval pri ustanavljanju umetniške akademije, kjer bi bil en del programa posvečen gledališču. 3 leta smo se s tem ukvarjali, od leta 2005, eni tukaj prisotni, ste bili celo zraven povabljeni, od leta 2005 do leta 2008-2009 smo to pripravljali in programi so že bili narejeni, tik pred tem, da se akreditirajo, ampak potem je nastopila finančna kriza, splošna finančna kriza in univerza naenkrat ni imela več denarja za odpiranje novih programov, ker ministrstvo ni imelo odhotjeva. In takrat so zaustavili vse in kasneje so bili še neki poskusi, da bi se Akademija v Mariboru vseeno ustanovila. Bil bi to gledališki, glasbeni in likovni program, združeni v eno zgradbo, celo imeli smo že dogovorjeno, kje bi ta zgradba bila in tako. To je vse zamrlo. Ni se uresničilo in zdaj so pa taki časi, da dvomim, da je to sploh možno realizirati. Zdaj je itak Adelfert ima hiperprodukcijo, ogromno je zdaj študentov, v povprečju nas je nekoč, recimo v mojem obdobju študiralo, da je 50-60, zdaj pa slišem jih je 200 in več. To so zdaj drugi čas. Tako da morala bi biti ta druga akademija, kar bi bilo za Slovenijo strašno dobro, ker neka konkurenca mora obstajati, pedagoška. Skratka, to so zdaj čist drugi čas, ne vem, da je to še sploh možno še uresničiti, zato ker je tudi AGRFT formirala nove predmete ali pa študijske smeri, ki smo jih ni imeli v načrtu. Takrat bi bil to novum, zdaj pa ne bi bil novum. Ukradli so. Oziroma, bilo je pripravljeno, pa so ideje prešle tja. Jasno, tako rečeno. Kakorkoli. Zdaj ima zelo širok program, sodoben program. Leta 6-7 še tega ni bilo. No, sej tudi v tej zvezi, zato sem doprašal glede atmosfere takrat na akademiji, ker recimo v mojem času tudi tega ni bilo. Vseh možnosti, ki jih imajo študenti danes. Pa tako super zgradbo imajo in opremljenost, mislim, o tem smo mi samo sanjali. Tisti, ki smo študirali nekoč na AGRFT, se dobro spominjamo tistih malih prostorov, tistih malih dvoranic. To je bilo vse tako komorno. Da pa so to pravi filmski studiji, gledališke dvorane, sem si ogledal novi AGRFT.
če pogledamo malo zgodovino mariborskega gledališča, ne, če leta 1919 se je avtonomno vzpostavljeno slovensko gledališče in seveda reši zadevo, reši stisko Hinko Nučič, s tem, da pride iz Ljubljane, kjer je pravkar postavil Tugomerja, pol leta kasneje ga postavi v Mariboru. Obe predstavi sicer nista velikanska uspeha, umetniška satisfakcija, ampak sprejeta sta zelo bučno in ta nacionalni moment je bil izjemno močen. Ampak zanimivo pa je, da potem dolga leta, mislim, recimo konkretno 20 let, se ni Maribor nikoli nekako povezal z Ljubljano, da je ta razdalja se je zdela neprehodna. Oziroma, Ljubljana enostavno ni poznala, kaj vse se dogaja v Mariboru in na kako visoke ravni, na kako visoko raven teatr se dosegli. Potem je bilo pa za njih presenečenje, ko so leta 40 gostovali tik pred okupacijo, gostovali z Na dnu Gorkega in s Kraljem Nabetajnovi, s Cankarjem, in so bili presenečeni nad tem nivojem realističnega gledališča, nad nivojem realistične igre tudi, ne, ki je bila drugačna od ljubljanske burgteatrske. Mislim, skratka, te neke usmeritve so šle čisto s drugo pot. Kako je s tem danes? Pravzaprav je ta občutek še, da ne, sigurno sta na neki formalni ravni sta drami bolj povezani, ne? Ampak to je zelo, ja, vem, kaj hočeš vprašati, to je zelo dobro vprašanje. Odnos med Ljubljano in Mariborom, kulturniški, oziroma na drugih področjih. Ta odnos se na nek način začel leta 1919, ko sta se formirali obe dve gledališči. Ljubljanska drama je začela februarja, mariborska drama pa septembra leta 19. Obakrat je bil Tugomer v Nučičevi režiji na sporedu, ampak to so bile predvsem politične predstave, politična dejanja. Ne toliko umetniška, kot politična. Ok. To je to. To je zelo kompleksno vprašanje, zato ker zadeva različne sociološke, politične, kulturne in druge segmente. Bom skušal, odkot manj vrednostni kompleks Mariborčanov, ki so si ga ustvarili sami po eni strani, po drugi strani pa več vrednostni kompleks Ljubljančanov. Ko sta bili ustanovljeni gledališči, je bilo ljubljansko gledališče tretirano kot državno gledališče, enako Zagrebu in Beogradu. 3 državna gledališča so bila dotirana za takratne razmere solidno, oziroma dobro, in igralci so imeli plače kot javni uslužbenci, se pravi zelo visoke plače, v primerjavi z mariborskim gledališčem, pa nekaterimi drugimi, recimo Sarajevo, Split in še nekatera druga mesta v Jugoslaviji, pa so bila tako imenovana pokrajinska gledališča, ki so dobivala, ne vem, 2/3 nižje dotacije, skratka, igralci niso imeli teh statusov. Torej, v osnovi je bil že statusni položaj popolnoma drugačen. Poleg tega je treba še nekaj vedeti. V Mariboru je Hinko Nučič prevzel dobesedno v najem gledališče kot privatnik. Prvo slovensko nacionalno gledališče v Mariboru je bilo gledališče Hinka Nučiča kot privatnega. Brez dotacije. Brez dotacije. Ker v Mariboru je gledališče obstajalo profesionalno od leta 1852 in to je bilo nemško gledališče, gostovali so nemški umetniki, za približno 3 leta so najemali, ne? Ampak to je bilo nekaj zelo, zelo pomembnega. Temeljna socialna razlika, mariborsko meščanstvo, ki je potem začelo zahajati v slovenski teater, ni bilo toliko finančno premožno, niti ne toliko kultivirano, da bi lahko vzdrževalo stopnino tako gledališče. In zato je bilo gledališče več let tik pred tem, da propada. Potem leta 24, skratka, ustavitev in tako dalje.
gledališči sta delovali popolnoma ločeno, kot da ne obstaja. Nista zdaj istega... Istega prostora, kulturnega. In tako se je v Mariboru razvil popolnoma drugačen sklop igre, to je bil psihološko-realističen stil igranja, ki so ga povzeli po ruskih božestvih. Tudi so gostovali v Mariboru, ti prebegli zaradi revolucije v Rusiji, igralci, umetniki, in skratko so se navzeli drugačnega načina igranja. In v 30 letih je gledališče se umetniško konstituiralo in nastale so neke zelo pomembne predstave, recimo Kralj na Detanju ali pa Na dnu od Gorkega, in s temi predstavami so tik pred drugo svetovno vojno gostovali v Ljubljani in bili šokirani Ljubljančani. Aha, tudi to je slovensko gledališče, ki je bilo zelo drugačno od ljubljanskega. In takrat so poželi veliko priznanje, ampak potem prišla vojna in tako dalje. Po vojni se Maribor je izrazito politično bil vedno, gledališče je bilo zmerom pod politično presijo. Zato, ker je to obmejno mesto in je bilo zelo skratka delikatno. Napake so bile pri ustanavljanju povojnega gledališča v Mariboru, ni se mogel ansambel več sestaviti in to je tako. Da gremo v današnji čas. SNG Maribor je trodelno gledališče, opera, balet in drama. In zavest o gledališki pripadnosti je povezuje vse tri enote. In v zadnjih 25 letih, oziroma že prej, v 90 letih, je Maribor doživel gledališče, doživelo velika mednarodna gostovanja in priznanja. In tako je nastala neka nova samozavest Mariborčanov, gledališka, ki pa se ne primerja več z Ljubljano. Primerjave danes gredo z mednarodnim okoljem, ne z Ljubljano. Recimo, moji predhodniki kot umetniški vodje, naprimer Bojan Štih, on je stalno govoril, kaj bodo rekli Ljubljančani, dajmo narediti boljše, kot znajo to Ljubljančani. Danes tega nihče v SNG ne govori. Preprosto, to ni več naša tema. Ostaja pa dejstvo, da mnogi Ljubljančani ali pa ljudje ljubljanskih kulturnih krogov še vedno gledajo na Maribor kot na drugo razredno gledališče oziroma na nekaj tako provincionalnega, ker pač dobre umetnosti ni mogoče ustvarjati, kar je seveda nonsens. Mislim, da se je kompleks manj vrednosti v Mariboru v zadnjih 20 letih izničil. Mariborčani nimamo več manj vrednostnega kompleksa. To je verjetno res zasluga tebe in Pandurja, ne? Kakorkoli, jaz se nič ne lastim, ampak splet dogodkov je pripeljal do tega, da se ta usmeritev zgodi. In še nekaj treba vedeti. Maribor je bil zgodovinsko kulturno gledano vedno bolj povezan z Gradcem in Zagrebom kot z Ljubljano. Ta linija je šla tako dol tukaj, ker je geografsko tudi drugače. Danes so vse te geografske nastale ne, brez veze, se smo povezali. Čeprav imam občutek, da se mnogim ljudem, ki prihajajo iz ljubljanskega okolja, na premiere ali pa delati v Maribor, zdi še Maribor vedno tako oddaljeno. Kot da odkrivajo neko novo državo, neko novo okolje. Mislim, to je tudi stvar samega človeka, kakšen je, ali je dovolj odprt, bolj svobodno, ali je poln predsodkov. Kako se pa gleda potem v teh letih Pandurjeve rasti, oziroma si bil sploh povezan kakorkoli razen na ta način, da si predala umetniško vodstvo, vodenje? Skratka, da je njegovo, mislim, to, kar pišeš, naprimer, tam leta 96, da je to konsistentno zgrajeno avtorsko gledališče, smiselno usklajeno s splošnimi tokovi sodobnega časa. To se je zložno krhalo, ne? Skratka, jaz sem bil zelo žalostno v tem, ne? Ampak on se je pa kljub temu zelo uveljavil s svojim gledališčem v etnosociološko čisto drugače definiranem hispanskem okolju, ne? Ki seveda pričakuje in od gledališča nekaj povsem drugega. Ti si to vse opazoval najbolj izdaljave, ne?
To je zdaj neka posebna zgodba. S Pandurjem sva si bila v tem idejnem smislu vedno, v tistih letih seveda, vedno zelo blizu. Zanimivo je, da sva oba neodvisno drug od drugega prihajala do podobnih idej. Bilo bi dobro, recimo, to, tisto je zanimivo. Oba sva istočasno dobila te ideje. Pač pa sva se zelo razlikovala v realizaciji teh idej, ker sva kot osebnosti zelo različna. In tako je bilo, jaz sem na začetku pri Faustu pa pri Hamletu bil dramaturg pri njegovih uprizoritvah, kasneje pa skratka sva se v tem realizacijskem smislu toliko razšla, da sem jaz preprosto takrat dal odpoved in sem odšel. Za nekaj let sem zapustil SNG Maribor in sem se vrnil v SNG šele, ko je Pandur odšel. Okrog Pandurja je toliko nesporazumov. Še vedno obstajajo ljudje, ki ga res obožujejo kot božanstvo in ljudje, ki ga smisliti ne morejo. Skratka, ki boljše, da ga ne omenjaš, ker postane tako alergični. Pandur je bil tako močna osebnost, njegov tip teatra je bil tako provokativen, da je to besedno vsakega prisilil, da se opredeli za ali proti. In tako je ostalo tudi. Jaz sem se večkrat skozi različne tekste trudil, upam, da sem to dosegel, da bi se Pandurja ovrednotilo kolikor toliko mogoče kulturno-zgodovinsko objektivno. Objektivnost, ja. Kolikor toliko, mislim. Meni je zelo pomembna resnica in recimo, ker so mu Pandurju učitali cel kup stvari, zlasti finančnih, da je on, skratka, SNG Maribor potopil in tako dalje. To ni res. To preprosto ni res. Za veliko finančno krizo in institucionalno krizo leta 1996, ki je botrovala temu, da je dal Pandurju pomoč, je cel kup drugih faktorjev. Predvsem pa en zelo bistveni faktor. Namreč, leta 1994 je bila zgrajena Mariborska velika dvorana z okrog 1000 sedeži. To je funkcioniranje SNG-a popolnoma spremenilo in naenkrat so bile potrebne mnogo višje dotacije. Mnogo več denarja je bilo potrebno, da je lahko ta kolos deloval. Ampak ne ministrstvo, ne občina tega denarja nista hotela dati. To je temeljni problem. In trajalo je več let pogajanj, da se je to uredilo. In seveda po spletu srečnih okoliščin, ker so bili takrat na političnih pozicijah teh pomembnih takih ljudje, ki so želeli sodelovati, je šele leta 2003 prišlo do kompletne rešitve zadeve. SNG Maribor je postal podržavljeno gledališče, kot temu rečemo, se pravi, direktno je prišlo pod ministrstvo, financiranje, imenovanje upravnika oziroma direktorja in tako dalje. In na ta način so bili dani novi pogoji za delovanje in ta dolžniška kriza, v katero je SNG zapadel, 7-letna kriza je bila rešena. Postopoma smo to reševali. Tudi tako, da recimo eno leto, oziroma pol leta, smo imeli samo 90% plače. Da je bilo cel kup drugih samo odrekanj. Ampak po 7 letih je bila zadeva rešena. Zahvaljujoč Rudolfu Mogetu, ki je bil takrat zelo pomembno politično vlogo, bil državni zborski poslanec, vodil odbor za kulturo in Danilo Roškarju, ter seveda Richterjevi kot ministrici, pa županu Soviču. V gledališki zgodovini so naključja zelo pomembna. Zelo pomembna. Morajo se na določenem teritoriju, v določenem prostoru in času srečati pravi ljudje in sprejeti prave odločitve. In SNG Maribor je od leta 2003 stabilna organizacija, kjer se lahko ukvarjamo z umetnostjo. Relativno dobro financiran. Okay, za teater nikoli ne smemo reči, da je dobro financiran, ampak stabilno je to, obvladljivo in ima enega samega
direktorji od takrat dalje, kar je tudi zgodovinsko izjemno zanimivo, to je Danilo Roške. Njemu se to da, on dela to že več kot 20 let, mislim, da to dobro dela in skratka. To je pa zdaj v primerjavi z prejšnjimi 85 leti viharne zgodovine, polne negotovosti, popolnoma drugo obdobje. Jaz sem bil umetniški vodja tudi v drugem obdobju, od leta 2006 do 2013. To je neprimerljivo lažje dela bilo. To si vizijo repertoarja, vedel si, kaj hočeš, z Danilom Roškerjem so v bistvu to postavila. Ni bilo nobenih svetov, nobenih nadzornih organov, ki bi vam repertoar raztrgali, rekli, tega ne boste, to se je dogajalo v času samoupravljanja. V času mojega mandata, prvega mandata, zato je bilo tako težko takrat ta prevod. In vsi umetniški direktorji iz tistega obdobja bi vam zagotovo povedali enako, kot vam zdaj jaz govorim. Nemogoče je bilo delati avtorske repertoarje, izjemoma kdaj. Tisti umetniški vodje, ki so delali avtorski repertoar, recimo Bojan Štih, ali pa v Mladinskem gledališču je bila srečna okoliščina v 80 letih, da so se našli taki ljudje, da so lahko sodelovali. Ampak Bojan Štih je kruto plačal to v ljubljanskem drami. Tako so ga potem odžagali, ja. Ne me narobe razumeti. Puščaš vtis, da si ves čas deloval kot stranski igralec, ampak v resnici vse prisotno. Odločen ključni katalizator. In nikoli nisi dejal tisa, da siliš v spredje, da kričiš po javni pozornosti. Zato je najbrž zaslužen že karakter. Pa tudi to, da si razširil svoje obzorje za vprašanje duhovnosti, ezoterike, meditacije, katere učitelj si tudi. Tako da zdi se, da eno pogojuje drugo, da ta duhovna trdnost naredi človeka potem tudi bolj odpornega na stresne zunanje države. Je ta opredelitev tudi avtoterapevtska narava. To smo se prej že pogovarjali, da je. Ja, veste, dramaturgom je težko v teatru. Zlasti, če so v tej funkciji dolgo časa. Poznamo cel kup nesrečnih zgodb, dramaturgov, govorimo o moških iz preteklosti. Nekatere te zgodbe so se končale tudi z samomori in drugimi težavnimi izhodi. Ne vem, imamo občutek, da ženske lažje to prenašajo, da niso tako navdali, da znajo amortizirati to težko energijo, ki se v teatrih pač vzpostavlja občasno. Vse se potem prečisti, ampak ne vem, skratka, to je to. Jaz sem se z duhovnostjo, z Zenom, Zen je moja glavna preokupacija, začel ukvarjati točno sredi gledališke vojne v SNG Maribor leta 1987. Takrat mi je moja prijateljica, novinarka na Večeru, Lina Grandovec, rekla, vidi pa, tebe bo konec, mora se nekam umakniti. Rekla, jaz vem za nek čuden retrit, na katerem je že ona bila meditacijski umik, je rekla, pojdi tja, tam se bo spočil. Pa nisem vedel, kam grem, sem rekel, sam moram na stran, jaz sem zdaj temi gledališčniki, res ne morem več. In tako se je začela moja pot v Zen, ki me je jasno osebnostno, pa seveda tudi druge oblike duhovnosti, ki me je osebnostno temeljito spremenila. In Faust je bil pa prelomnica. Takrat sem se začel aktivno ukvarjati z raziskovanjem alternativne duhovnosti oziroma ezoterike. Moram reči, da je Pandurja to tudi zelo zanimalo. Tukaj sva si bila skupaj. Tukaj sva si bila zelo, zelo blizu in veliko sva diskutirala v teh prvih 2 letih, se pravi pri Faustu in Hamletu, o teh temah. Pa bili smo skupaj na velikem gostovanju s Faustom v Mehiki. V knjigi je napisana ena anekdota, ki bolj za gledališko zgodovino, tudi za Pandurjevo biografijo zelo pomembna in pomenljiva, ampak ne vem, zdaj ne bom povedal. Ni treba, da vse povem. Zadeva njegov odhod oziroma najno zadnje srečanje. Kakorkoli,
da se midva nisva strinjala, sva imela drugega spoštljiv odnos in to vedno. Nikoli se tudi nisva spuščala v neke polemike drugim, ampak sva vedno dajala drugemu svojo vrednost, imela, skratka, kako se tam može, vljudnostno distanco, oziroma na določenih kreneh sva res bila zelo povezana. Moj drugi umetniški mandat od leta 2006 do 2013 je bil, kot rečeno, v popolnoma drugih razmerah. In moja osebnost je bila zelo drugačna, kot je bila, ko sem bil star 25-27 let. Zelo drugačna. In veste, če se vsakodnevno ukvarjate z meditacijo, to mora na vas pustiti posledice. In tako je mene pač to preoblikovalo. In zdaj bom povedal eno skrivnost, o kateri ne govorim. Jaz sem pri vodenju tem drugem uporabljal tako imenovane metode psihičnega aikida, ki zanimivo se je izkazalo za izjemno uspešnega. Jaz bi lahko to učil, bogato bi lahko me plačevali, kako se to dela, ampak to je način, kako umirjate negativne energije, kako konflikte blažite, ampak da ne zatrete ustvarjalnost. Ker konflikt lahko tudi, če ga zatremo, zbalansiramo, lahko ugasne ustvarjalnost, ampak tako da pustite ustvarjalnost, ampak da konfliktne energije, ki jih je v teatru vedno dovolj, vedno preveč, znate s tem delati. V svojih rosnih mladih letih, ko sem bil prvič umetniški direktor, tega nisem znal. Pa tudi okoliščine so bile take, da so to absolutno preprečevali. V drugem obdobju, tako da imam to drugo obdobje, zlasti prva 4 leta vodenja, res v ljubem spominu. Jaz sem bil z eno besedo rad umetniški vodja. To je bilo super delo. Vse bi najbrž to delo še dlje, ampak je prišlo v meni do spoznanja leta 13, zdaj smo na nek način v tem obdobju dosegli umetniški zenit. In zdaj je pravi trenutek, da se odmakneš. In to je bilo. In ostalo bo pisala zgodovina. Ostalo bo pisala zgodovina. Torej, tako imenovano peto obdobje, kot praviš v knjigi institucionalne zgodovine, SNG Maribor gre naprej. Umetniški vodje se morajo menjavati. Generalni direktori, se pravi intendanti, lahko ostanejo tudi 20 let. Ampak po mojem mnenju, en umetniški vodja 10 let, dovolj. Jaz sem imel 7, dovolj. Ker drugače se začne, govorimo o tradicionalnem repertoarnem teatru, se začne ponavljati. Poleg tega se privatizira, ker vi ne morete, zlasti v Sloveniji, vi ne morete tog časa biti sveži, iskati nove sodelavce, oziroma skratka, potem se tudi prijateljstva naveže in tako dalje. Postanete malo zvezanimi rokami. Na začetku ste prosti, ampak potem skozi delo, vedno bolj ste navezani, vedno bolj ste, čeprav sem jaz bil vedno izven in ker nisem mogel uresničevati svojih osebnih interesov, se pravi, ni bil to moj teater, ker bodo mene igrali, oziroma to, ampak sem delal splošno, ampak vseeno ne pride do določene privatizacije in moramo se umakniti. In drugam, ali v drug teater, ali početi kaj drugega, to so na vse zadnje, so to mandatne funkcije. To niso trajne funkcije. Razen, če imate privatno gledališče, potem ste lahko 40 let pač v tem teatru, umetniški vodje, direktor in vse skupaj. Če pa ste v javnem gledališču, je to mandatno delo. Morate se v določenem času umakniti. Tudi že neka samorefleksija ti mora to povedati. Me zanima, če imate to kako vprašanje? Se tako zbrano poslušali? Ja, najbolj so bila zanimiva. To je podtono, ja. Upam. Sicer bi se vam potem na tej točki najlepše zahvalil za obisk.
pa naslednje od teh tematskih večerov, naslednjega pa v prihodnje organiziramo. Ne? Hvala.